Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Dobrodošli nazaj v podkastu. V današnji epizodi vam imam čast predstaviti Vesno in Janeza Brajerja, navdihujoči par, ki živi na hribovski kmetiji na Zgornjih Vodalah pri Sevnici. Z nami bosta delila svojo zgodbo, izkušnje in izzive na področju kmetijstva, starševstva ter aktivnega sodelovanja v podeželski skupnosti. Vesna in Janez, živijo. Živijo. Kako sta? Pa dobro. Kaj sta danes živ se bo storila? Zjutraj je bilo treba mleko v šolo peljati, da so otroci še zadnje dni malo dobili mleko. Drugače pa nič, otroci malo sam kje, skozi se nekaj dogaja. Zdaj, Vesna, če začneva najprej s tabo. V družini ste rasla 4 dekleta. Si predstavljam, da je bilo to kar zelo pestro. Ja, šele zdaj, ko sem sama mami, vidim, oziroma se včasih kar čudim, kako sta ati pa mami to vse zmogla, ker 3 starejše sestre smo leto pa pol narazen, mlajša je pa 12 let mlajša od mene, tako da pol smo njo v bistvu kar mi bolj merkale, smo bile mi njene mamice, ker itek mami je potem pustila službo in ostala doma na kmetiji, tako da ni imela glih, mislim, ne da ni imela cajta, ampak smo mi pač malo bolj poskrbeli za njo. Prej pa je, kakor se spomnim, je bilo kar zanimivo. Smo bile kar živa dekleta. Vem, da je enkrat rekla učiteljica v šoli, kako to, da smo tako mirne pri pouku, vse 3, pa je rekla, mami, pridite vi domov, pa boste doma videli, kako so mirne. Vse doma ponudnice energijo, pa v šoli so pa malo bolj mirne. Predvidevam, da glede na to, da niste imeli nobenega brata, ste morali vi potem opravljati vsa dela, tudi tista ta težka. Kako ste si to razporedili? Pri nas nista ati pa mami nikoli nobeno silila, da mora karkoli delati, da mora kjer ostati doma, da mora karkoli. Pač takšen smo imeli način življenja in tudi prej ata in mama sta tako delala, tako smo se naučile. Nismo pa nikoli imeli glih razdeljenega dela, da smo zdaj rekli, ta gre v štalo, ta bo na traktorju, vse smo zmeri vse delali in v vinogradu in vse, tako da se počasi pol naučiš, kako pa kaj ti malo bolj ljubo, pa kaj ne, čeprav to te pol noben ne vpraša, če bi rajš tu naredil ali tisto, kar smo se pol same zmenili, če je. Drugače pa smo kar bolj ko ne vse vse delali, no, nismo imeli določenega dela, kjera. Kaj pa si najrajš delala? Jaz sem zmer rajš kaj stroj delala. Ne vem, sem bolj po atiku zgleda. Čeprav mami tudi zelo spretna z vsemi stroji in vse, ampak tudi prpenjati in vse in mami velikokrat rekla, da sem se na kardanu sedela pa vrtela gor, da so bile tiste hlače samo še za stran in vse sem jaz zmer šraufala, kakorkoli je bilo prav in narobe, tako da sem bila jaz bolj ta tehnični tip. Pol traktor zelo rada voziš. Ja, sicer zdaj nimam več toliko časa ali pa niti toliko prilike več, ki je toliko drugih prišlo, da to delajo, ampak ja. Si pa tudi že zelo mlada postala prevzemnica. Koliko si bila takrat stara? Takrat sem bila stara 23 let. To sem glih v bistvu bila absolventka pri študiju. In v bistvu ta prva stvar, ko sem jo naredila, ko sem dobila kmetijo, je, da sem šla za 2 meseca na Irsko. Sem imela priliko iti na prakso, pa smo pa se kar dogovorili, itak je bilo to oktober, november ali november, december, tako da ni bilo glih kaj posebnega dela doma, da me niso preveč pogrešali. Pa vem, da me je klical da je prišel v kontrolo. Kdaj bom doma? Sem rekla 2 mesec. Pa kar ni bilo čisto jasno. Sem rekla, če pač bom že napisala pooblastil, ne, pa bo en drug naredil. Tako da ja, je bilo kar fino. Kakšne izzive si pa takrat doživela? Pri nas je bilo na srečo tako, da sta ati pa mami, noben me ni nikoli pritiskal, da bi šla. To smo se v bistvu bolj kot ne odločili zaradi razpisa. Mogoče bi drugače prej ali slej že predala kmetijo, ampak takrat je bil glih še tak, mislim, da zadnji tak bolj ugoden razpis za mlade prevzemnike, kaj zdaj je to malo težje vse ratali in drugačni pogoji. Tako da smo se takrat kar malo dogovorili, kako bi, če bi. Jaz sem itek absolvent, se mi končal, status se mi nehal, tako da bi mogla prej ali slej se nekje zaposliti.
Pa smo šli pa na razpis, pa sem tako dobila. Pa itek je tako, da sta ati pa mami kar dost v koraku s časom. In nista nikoli, da bo ta zdaj rekla, evo zdaj pa imaš vse ti, pa kakor ti češ, smo še vse glih in še danes vsi skupaj se dogovarjamo in delamo. Tako da ni bilo glih preveč pritiska name takrat, no. Kaj pa bi rekla, da je dobro videti, preden mlad kmet prevzame kmetijo? Jaz mislim, da je glih to, da se prej dogovoriš oziroma da se pogovorite, kako boste naprej vodili vse skupaj. Ker če pol kar naenkrat so vse vajeti v tvojih rokah, mogoče za ene prehudo in ne lahko vse sorte. Pri nas jaz imam res srečo, no, da smo tako, in tudi ati pa mami nista preveč staromodna, da ne bi zdaj rekli, ne, zdaj pa čisto nič, kar boš ti rekla, ni prav, niti tako ne bomo delali, da se da, no, da malo po njonu delamo, malo po najino, da se lepo uskladiš, no, ne pa da rečejo, ali pa da ti dajo kmetijo, pa še vse glih ne moraš ti nič besede imeti, ne, to pa spet ni prav. Tako da jaz mislim, najbolj da je, da se to dogovoriš, kako bo šlo naprej, no, ko bo vse na tebe napisan, pa boš ti odgovoren v bistvu. S čim pa se vse ukvarjate? Janez, na tej točki se nam lahko tudi ti pridružiš. Ja, ukvarjamo se prioritetno s prerejo mleka, imamo tudi nekaj petencev in pa seveda, ker smo na Dolenjskem, imamo tudi vinograda, skoraj hektar, predelujemo cveček, pa še nekaj sortne vina, ampak tezga je bolj malo, no, največ je cvečka. Pa tudi ti prihajaš iz kmetije? Ja, jaz sem tudi z manjše kmetije, iz Merenske doline. Doma smo imeli tudi nekaj krav dojel, nekaj vinograda, pač taka manjša kmetija, nekje 10 hektarjev, no, vse skupaj. Kdo pa je poleg Vesne še zaposlen na kmetiji? Zaposlena je še mami. Prej je hodila v službo 20 let nazaj, več, 15 mogoče. Pa sta se pa z Atikom dogovarjala, sta rekla, ali bomo nehali, ali bomo povečali, sem pa, da bi morali en doma ostati. Je pa imela mami in dlje do šihta in nočne in vikende delati, tako da so se kar odločila, da bo ona doma, tako da je ona mi tudi predala kmetijo in je ona še vedno zaposlena. Še, mislim, da 3 leta, pa gre v penzijo, hvala Bogu. Kako pa se dopolnjujeta kot ekipa? Kako si pomagata, kako se podpirata? Vso delo si bolj kot ne itek vsi razdelimo. Zdaj, ko sem jaz na porodniški, itek večinoma kar bolj na Janezu, pa na Atiku, pa na mamici, jaz bolj te papirje zmeri vodim, ker to nekako še malo lahko gre zraven. Drugač pa zdaj je veliko bolj fajn, tudi če kdo kakšen traktor malo pokvar, ga Janez na hitro popravi, ni treba nič čakati, da bo kdo prišel. Tako da to je ena velika pridobitev z njim, poleg vseh še drugih čudovitih. Janez, prej si omenil, da imate tudi vinograd, a poleg vina proizvajate še kakšne druge izdelke iz grozdja? V bistvu ne, no, za prodajo nekaj šinkez za doma se še naredi, drugače pa drugega nič. Vino in to je to. Kako pa se borite s trženjem in prodajo teh izdelkov, če jih prodajate? Ja, to je kar velik problem ratal zdajle po koroni, no. Prej smo imeli kar precej teh bifejčkov in gostilnic manjših in nekaj večjih. Zdaj pa dosti tega se je kar zaprlo, no. Imeli so najem in so pol, ko je bila korona, kar zaprli in se ne več odprlo, ne. Tako da je kar malo problem ratal zdaj s tem vinom, kako ga stržiti. Trudimo se, no, sicer smo povezani 7 pridelovalcev skupaj v eni zadrugi, imamo ustanovljeno zadrugo. In polnimo cveček pod svojo blagovno znamko, ne, in tako se malo dopolnjujemo pol, ne, če ima en kakšen boljši trg, mu še drugi malo pomagamo in tako, ne, tako. To je kar ena boljših variant in tudi mislim, da bi se mogli kmetje med seboj fejst povezovati, oziroma še bolj kot se, ne, ker en sam na globalnem trgu sploh ne moreš v Sloveniji težko si konkurenčen, ne. Jaz kar občudujem, ko slišim kje, da so se kakšni fanti povezali pa neko zadevo skupaj prodajajo, ne.
Ker to manjka, po mojem, da edino tako lahko preživimo, en sam ne more. Pa če načrtujete v prihodnosti še kakšno novost ali pa pridobitev? Ja, zdaj bomo videli, kako bodo cajti, ne. Zdaj pač poletka je taka, ko je usmerjena v to malo slabše za kmeta, bomo videli s cajtom zdaj, kako se bo to sploh odvijalo, ne. V bistvu še noben ne ve točno, kako bo sploh potekala zadeva, ne. Drugače pa tako, vzdrževati, kar imamo, delati v tej smeri, nekje razvijati se. Ne se preveč zaletvati, ne, mi pravimo, bolj počasi, postopno pa zehr. Če se kaj zaleteš, je lahko letzati nekaj ogromno kredita ali karkoli, pa lahko tudi problem rata, ne. Če se kaj zakvačkaš. Ja, pa še trg je danes tak, da danes si, jutri te ni. Treba je pa le preživeti, ne. Saj za nas ne skrbi, mi za sebe imamo dosti in pač tudi če ne gremo pol leta v trgovino, bomo mi že preživeli. Samo če češ pa kaj več, pa se posodabljati, pa kaj širiti, je treba pa tudi kaj boljš prodati. Tako da, Ja, pa položnici treba plačati, ne. ja. Toliko 1000 € na mesec moraš zbrati, ne. Mislim zbrati, zaslužiti ali kakorkoli. Da tiste osnovne stroške pokriješ, kar je več je boljš, ne. Je pa tako, mi smo malo omejeni, ne omejeni z lokacijo ali pa ne smo zdaj v nekem središču ali pa v obrobju mesta, ne. Do najbližjega večjega kraja je 7 kilometrov, ne, 6 do Tržišča ali koliko je se nam, ja, 6 nekje. In je pa Tržišče je majhen kraj, ne, recimo do Sevnice je še več, je 15, ne, tako da zdaj voziti svoje izdelke nekam dol, ali to, ne vemo, ne, to se malo še lovimo, ali bi se kaj takega spustili, ali ne, zaenkrat ne, no. Zdaj pa tudi ceno drugačno postavljati je pri nas malo drugače, kakor v kakšni ravnini. Pri nas, na primer, v naši vasi imamo še čisto vsi kmetije svoje, vsak ima vsaj malo živine za sebe, če ne drugega, tako da tukaj po hribih nimamo mi v najemu nobene površine, kar ima vsak svoje, imamo večinoma dol v Tržišču, to je pa 7 kilometrov stran in na hrib in s traktorjem ni to 10 minut, ko je z avtom. Večinoma ne hojejo ljudje dol v dolin kmetovati in pol mi v najemu vzamemo, kar skozi kličejo, če bi vzeli. Čeprav ene površine so take, druge so drugačne, samo če češ ti na fotrati živino, moraš kar bolj kot ne vse vzeti, kar je. Tudi če ni tako blizu. Tudi tle, ko Janez bil prej doma 13 kilometrov stran, tudi tam imamo njeve, ker tle preprosto jih ni. Koruzo, ječmen, to pa nucamo, ne. Razen če kupiš, samo to je pa spet cena svoja, ne. Ja, transport nas kar košta, ne. Transport je tle problem velik, kar se tiče tega. Drugače, ne vem, sicer kako bo čez 20 let, če bo šel tak trend naprej, ne, nam ne bo več delal v Grmovju. No, se li to sem hotel vprašati, če mislite, da se bo tukaj spremenilo na boljše? Po mojem, da kdor je nehal, ne nikoli več začel. Jaz tako mislim, no. Vsaj kar gledam takole po svetu ali pa tako. Kdor je zaključil, težko, službe so relativno dobre, s kmetijstvom dobro, nam rekel, da se ne da preživeti, sam če dobiš na šeht, ne vem, jori pa pol, pa je to, 2 greš domov. Pa te ne briga, če ideš ali sneg ali toča, ja. Pa bi se zajebal še tam s kravom, ne. Pa še tako je, ne, vložek je velik, če češ te, če smo manjšo kmetijo, 50 glav živine, to ni nič, ne, moraš takoj štalo postaviti stroj, nekop, to je manj milijon vložka, nazaj ga už dobil kdaj, najbrž nikoli, ne. Tako da, po mojem, da kdor je zaključil, težko bo začel nazaj. Saj je tako, ne, saj tudi firme propadajo, pa se zapirajo, pa. Ampak tle vseeno malo drugače, ne. Tle je naš sosed dobro prav, ne. Kmet je najcenejša komunala, ne. Dokler bodo kmeti, bo krajina urejena, ko ne bo jih več, bo najbrž hosta rasla. Ja, samo da če bi se še kdo tega zavedel, bi bilo mogoče tudi fajn. Ne pa, da samo govorijo, da zastrupljamo njihovo hrano, pa da smrdi, ko gnojnico polivamo.
bi se mogoče lahko zavedali, da nismo res tako slabi in da zaradi nas imajo kaj na krožnik dati. Tudi če grejo v trgovino kupiti, da je zaradi nas tam. Pa tudi če rečejo, ja, bom iz Poljske meso vzel. Ja, na Poljskem ni iz tovarne prišel tisti kos mesa, je tudi kmet bil v zadnji, je tudi njem smrdel, da je lahko ta meso prišel k njim na krožnik. Zdaj pa, če se osredotočimo še malo na vaju. V svojem opisu Vesna si mi poslala, da so za vajino spoznanje krivi prijatelji. Kakšna zgodba se skriva za tem? Midva se v bistvu poznava že, ne vem, dolg. Ampak nismo, pač vedela smo en za drugega, ker smo tudi isti letnik, oba smo hodila v Novo mesto v šolo in to ni neskončno velik kraj, da ne bi pač vsaj na vides, kjer ga poznal. Pa je pa ena prijateljica hodila z njegovim prijateljem, pa je že mi govorila, Vesna, tale Janez bi bil za tebe. Sem ji rekla, ja, kukaj si mi že to rekla, za kjerga? Dobar, ja, okej. Pol je pa glih od njega ta prijatelj mu rojstni dan, fešta in smo tam bili, pa smo se tam malo videla, pa smo pa malo se začela pisati pa pogovarjati, pa ne vem, jaz sem ga malo pogruntila, da je to, za njega pa ne vem. Pa je pa kar ratalo. Mislim, problem je bil tudi malo, pri nas malo kmetijo, on je bil na kmetiji in doma je ti malo traktorji šraufa. Tako da ni to glih, da bi se kar iz danes na jutr skupaj dal pa preselil in vse, če imaš neki doma, pa veš, da moraš poskrbeti za neki, ja. Pa je bila težka odločitev, da sta se zmenila, kje bo ostala. Tukaj prva ali bi šla ti k Janezu? Jaz ne vem, če sem glih rekla, ampak načeloma jaz sem bila mlada prevzemnica takrat, ne? Že takrat? Ja, sem že bila. In če ne drugega po papirjih, jaz nisem smela pustiti pa jeti, ne? Pa tudi, ne vem, ati in mami bi same dva ostala, druge sestre pač ne bo nobena doma, tako da sem bila jaz kar bolj, da ne bom šla. Sej on je tudi rabil neki prepričanja, da je. Ja, pri nas je isto, smo dve sestre, ne, in dobro, zdaj ta mlajša je doma, sicer ne več življenje tam ali karkoli, površine so še, ne, in tudi ne je to kar, mislim, ne vem, mi smo rasli s tem gor, ne, zdaj, če ne imaš, ne vem, da te nekaj drži, ali kako bi rekel, tem polju vse, ne, pač greš in to je to, ne. Tlej pa malo drugačna situacija, malo vsi moralno drugače odgovorene, kako bi rekel, ne. Ja, se pa smo pa nekako skompenzirali, da tiste 3 krave, ko so še bile, so kar k nam prišle, mi fotra smo dosti imeli, pa smo pa kar mi tiste površine in še danes pokosimo in njeve mi obdelujemo, oziroma Janez hod kje kositi. Pa nam zelo prav pride tisti fotr, tam je lepo pokošen in pospravljeno, tako da smo se pa na koncu kar dobro tole. Ja, malo se treba prilagoditi. Ja, vsak malo popusti, pa je pa tako, ko žena reče, ne? Ja, to je zmeraj, to nemaš kaj. Pred kratkim sta dobila tudi malega sinčka, imata pa tudi že 2 leti staro hčerko. Nekaj let pa sta tudi že poročena. Kako se spopadata s temi izzivi, ki jih prinaša vzgoja otrok, zakon in še vodenje kmetije hkrati? Na srečo se očitno znamo kar dobro zmeniti. Imamo tudi, je fajn je to, da sta ati pa mami tudi doma in Karolina, tako da one dva. Naprimer, mami, jaz ne hodim most sploh, ona mauze in ati fotra, tako da je štalo ima tako one 2 čez, ko so večja dela, vsi skupaj stopimo, ker Janez tudi v službo hod. In Karolina je zdaj že toliko večja, da je lahko tudi ven vzeme ta seboj, da tudi ona vidi, kaj se dogaja, da sem jaz lahko z Anžetom tukaj. Drugač pa je to malo drugače, ta moj materinski dopust, naprimer, kot od marskatere druge. Ona je službo tam pustila in jaz moram pa še vse glih, če ne drugega bi mogla tudi pomagati, če bi se mamic kaj naredila ali pa kakorkoli, no ne, zadnji gre to one dva tudi na dopust, pa se takrat tako zmenimo, da pač že mi porihtamo. Tako da je malo drugače, mogoče, ko si kjer predstavlja to življenje z otroci in zakonsko in vse, ampak kakor pravim, če se zmeniš, pa če imaš ljudi zraven, tudi sestre, kar veliko pomagajo,
moje in njegove. Ne problem, ne. Malo manj spejmo drugače. Ja, Drugače pa gre, ne. Sej Karolina gre zraven, v bistvu povsod že, ne, in ne problem pol, ne. Praktično ne treba nič merkati, sem si boj moraš imeti, ne. Pa malo gledati na njo, tako da in predna je in vse, ne. Še malo pa bo traktor vozila. Ja. To dosegla do pedali. bo treba kar. To bo sigurno, ne, to ne miš kaj, ne. Pa želita to svoje znanje prenesti tudi na Anžeta pa na Karolino? Ja, absolutno, sej v bistvu je tako, ne. Jaz mislim, sej mogoče to malo staromodno ali pa če te otroke naučiš delati, ne važno karkoli bodo hoteli v življenju, bodo lahko delali. Pa naj bo to kmetijstvo, naj bo neka firma, naj bo karkoli. Če znaš delati, če si bil od malega naučen, da je treba nekaj premikati, da nekaj je pol na konci stezga, pol boš znal vse posod se znajdeti, ne. Če pa nisi nikoli nič, je pa malo težja situacija, ne. Po mojem. Jaz vidim, imam kakšne sodelavce, pride na šeht, pa marsikjer sam pravi, jaz nisem nikoli do zdaj še nič delal, ne. Ko je prišel na šeht, je šele prvič začel nekaj ustvarjati, ne. Sigurno mi je težje za njega, če ste star 25-30 let, si prilagoditi neki situaciji, če ne še nikoli sploh vedel nič, ne, v življenju. Pa če imaš voljo, je spet drugače, ne? Eni pa samo... Ja, dobro, volje to je tako, ampak če ste naučen, da moraš nekaj narediti, da nekaj je, ja. Iz tega rezultat, pol ne bo težava, po mojem, ne. Se mi zdi, da pa danes čedalje več, vsaj kakor druge poslušamo, če iščejo službo, pa da povejo, da so iz kmetije, da jih tudi malo drugače jemljejo, kakor da znajo delati, da so delovni, ker ti na kmetiji, če ne boš deloven, pa če ne boš sam videl dela, lahko malo zaključiš, ne. Ne bo ti en rekel, tole pa tole narediti, ampak moraš kar sam se pobrigati, kako pa kaj boš. Kaj pa vama pomeni družina? Ne vem, jaz sem si od zmeraj želela, pač imam 3 sestre, veliko družino, kakorkoli se pol, ko imaš sam, je drugače gleda spet na to, ampak jaz mislim, da vse, kar delaš za družino, delaš za svoje otroke, da bojo nekaj imeli za teboj, da ne bojo pod mostom živeli, kakorkoli, da bojo imeli neke vrednote, ko jih imaš ti ali pa tako da jaz mislim, da no, se vsak sam odloči, ampak midva sva zmeraj bila oba za to, da se od družina veča. Ja, ne, pa to, da je kar dobro, ne, če imaš koga, da ti poskoči na pomoč, ne vem, starši 20 so doma, če treba dati otroke, pa nekam moraš skočiti, ne problema jih merkati ali kakorkoli, ne. Je kar pomembno, da se zastopiš. Ja, pol, ko imaš sam... Saj lahko se hitro skregaš vsem, pa sam. Pol, ko imaš sam družino, še to toliko bolj ceniš, da imaš nekoga, ko ti pomaga, pa ni treba 10 km ali pa 20 km stran voziti otroke, da jih merkajo. Je pa res tako, kar Janez reče, pa je spet drugače kot drugi, ne? Se moraš pa vse dogovarjati, pa en tako misli, drug drugače misli, pa če se ne zmeniš, je hitro lahko gre vse v vodo pade. Vesna, ti si bila tudi članica Društva podeželske mladine Tržišče in pa tudi bivša regijska predstavnica za Posavje. Zakaj si se odločila, da postaneš član? Pri nas sta že ati pa mami bila pri podeželski mladini, mislim, da je mami bila celo predsednica. Tako da smo mi tudi s tem zgor zrasli, imamo vsak let kmečki praznik v Tržišču in tam smo že, kar vem, hodili zraven. In tudi včasih so bili še bolj podeželci aktivni, vem, da za nov let so imeli vsak let, je bila fešta in dedek mraz in to, da smo mi lahko 30-letniki plesali, vem, da je bil to vrhunec mojega večerja, vsak let sem samo to čakala. Tako da smo kar s tem gor zrasli in pol je bila sestra, predsednica tudi pri podeželski mladini. Jaz sem mislim, da je že kar od 16. leta, 17. bila tam in na te regijske kvize smo hodili na igre in to hmal vidiš, da so tu isto misleči ljudje in s takim se itek hitreje povežeš in
se je fajn družiti z njimi. Tako da pali, ko sem pa že toliko cajt pri podeželski mladini, pali sem pa pogruntila, da obstaja tudi zveza. So me tudi kje dobili zraven, tam so pa, ne vem, kako bi rekla, tam pa še bolj vidiš, ko si že starejši, da to ti sploh veliko pomeni, če ljudje razumejo tvoj vsak dan, je čist drugače, kot en, ko živi v mestu, pa ko nima pojma o kmetijstvu ali pa se ne ukvarja s tem, kot tisti, pa živi na kmetiji, pa je. In je bilo to me je sploh pritegnilo, no, pol zraven, da tudi če ti človeka prvič vidiš, se imaš že takoj kaj pogovarjati z njim, ne, ko ima iste interese kot ti. Če sem se prav zapomnila, si trenutno predsednica disciplinske komisije pri zvezi. Tako. Kaj je tvoja naloga? V bistvu sem zdaj bolj opazovalec iz ozadja, malo bolj pač gledamo delovanje zveze. Ne da bi zdaj neko strašno funkcijo imela, ampak pač če vse prav poteka, pa vse. Drugače pa bi glih tako lahko kakšen projekt vzela, pa ga vodila, kakorkoli, samo trenutno mi to čas ne dopušča. Še vse glih je pa po tolikih letih težko kar vse pustiti, pa jeti stran, tako da sem rekla, da bom pa pri disciplinski komisiji, da vse glih vem, zakaj se gre, kaj se dogaja, ampak da pa ni neki odvisen od mene, ker to sem pa rekla, da se mi pa škoda zdi, če sem odgovorna za nekaj, pa da ne morem 100% tisto narediti, da raj vidim, da rečem, da ne bom nič, pa da sem bolj v zadju, kakor pa da kar nekaj na pol, pa tisto ni pol nič vse skupaj. Janez, zate pa sem izvedela, da si gasilec. Imaš tudi tam kakšno funkcijo? Že od nič let. Pač pri nas je tako, mi smo društvo manjše v občini, to so 2 vasi v bistvu, pokrivamo največ glednih občin, še pol Standi Benz. Tam je tako, ne, če je oče gasilec, je tudi te gasilec, če je mama gasilka, se tudi te gasilec. In praktično si skozi zraven, ker to je na takih manjših vasih je gasilsko društvo, kot bi rekel, ne vem, neko kulturno društvo v mestu, ne, povezuje ljudi in tam se neko druženje dogaja, tako da ja, zdaj sem že drugi mandat predsednik, upam, da zdaj čez 4 leta dobo kakšnega naslednika, da ne treba več. Mislim, sej ne drugač, to je lošen del, sicer je pa kar naporno, no. Časovno je če dalje večji problem, ne. Sej povsod, ne, sej imamo vsega preveč in pol ti zmanjka cajta, enostavno dan je prekratek. Ker je Zveza podeželske mladine letos praznovala 30 let, se lahko zdaj spomnimo vajinih spominov pri društvu ali zvezi. Mogoče Vesna, katerega bi ti izpostavila? Spomnim se, na primer, da ko smo hodili na te regijske kvize, to sem bila jaz res tam 16-17 let stara, za zvezo sploh še slišala, nisem nikoli, ne vem, ni prišla glih do našega društva. Pač takrat so rekli, vi 3 greste na kviz, dajte se tole naučiti, in pa smo šli na kviz, še takrat vem, da ni šel sploh predsednik z nami, ker mislim, da je bila glih Planica tisti cajt in so šli oni pač v Planico. In mi pridemo na tisti kviz, itek poznali nismo drugih društev, niti drugih članov, nič. Šli smo in smo tam kar zmagali, kako nam je to ratalo, nimam pojma. In pol pridemo nazaj in povemo tem predsedniku, ko smo ga srečali, da smo zmagali, in je rekel, kako to ni možen. Sem rekla, lahko bi pa saj toliko zaupal v nas. In pol vem, ko smo šli na ta državni kviz, je bilo to zame, Marečka, kam smo zdaj prišli, kdo so ti ljudje. Tako da sem takrat še le mančken bolj zvedla za zvezo in vedela, kaj se tam dogaja. In mi je to kar precej ostalo v spominu. Tega je že kar več 10 let nazaj. Zdaj za konec bi vaju pa prosila še, če dopolnite stavke. Pa mogoče lahko gremo. Vesna, enega Janez. Janez, kaj bi rekel? Kmet je biti lepo, ker? Ker v bistvu skrbiš za okolje, za hrano in za to, da se imajo ljudje dobro. Prevzemnica kmetije je biti lepo, ker?
Me je naredilo žensko, ki sem danes odgovorna in ja, predvsem odgovorna. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj. Saj se lahko naučiš ogromno stvari za življenje. Naše vino je najboljše, ker Je cviček že nasplošno najboljši, ampak naš je pa pridelan oziroma donegovan z več rodovi, tako da je to sigurno mora biti malo boljši kot drugi. zdaj pač, če še povesta, kaj vaju pri delu na kmetiji najbolj navdušuje. Jaz mislim, da ti vidiš, kako stvar zraste, tako zelenjava kot sadje, kot žival, da spremljaš ti od nič pa do konca, če je že temu tako, da se naučiš, kako te faze potekajo, da vidiš, kako moraš kakšno stvar narediti, da je včasih kakšno leto boljš, da kakšno stvar probaš, je včasih tudi mogoče malo slabš, ampak na koncu dneva, vsakega dneva jaz mislim, da se nekaj naučiš novega. Pa če se da, je tako, da te ne štrafa preveč, da gre na boljš večkrat, kot na slabš. Janez, bi še ti kaj dodal? Ja, v bistvu je zelo lušen del na kmetiji, ne. Sploh če si približno v koraku s časom, ne. Pač tehnologije in vsem je zadeva enostavna in če vse lepo poteka, je veselje delati, no, tako bi rekel. Hvala obima, da sta si vzela čas za pogovor in vse dobro vama želim še naprej. Hvala enako. Hvala tudi tebi.